Lepo pozdravljeni v podjetniški oddaji. V današnji govorimo o stanju na področju računovodskih servisov, o mariborskem srečanju ekonomskih svetovalcev, obiskali smo tudi hišo sladic Štekar in kitarnico. O tem, da je računovodstvo pomembno, je jasno. Ne gre samo za številke, temveč so servisi veliko več. Prav tu je težava, saj se računovodski servisi med seboj zelo razlikujejo, predvsem po kvaliteti. Ja, torej, če govorimo o kvaliteti računovodskih servisov, jaz mislim, da imamo nekaj zelo dobrih računovodskih servisov, res pa je, da so tudi taki, ki mogoče niso najboljši, ne? In glede na to, da imamo eno krovno organizacijo, torej zbornico računovodskih servisov, kjer smo računovodski servisi združeni, sicer je članstvo prostovoljno, nismo obvezni, je bila včasih moja ideja, ali pa bom rekla, da še vedno zagovarjam idejo, da bi mogla zbornica biti tista, ki bi nas računovodje ali pa računovodske servise, če govorimo o računovodskih servisih, prisilila v to, da bi v bistvu imeli nek preizkus znanja, ki bi pokazal na to, kdo je tisti, ki sledi zakonodajnim spremembam, kdo je tisti, ki se izobražuje na področju računovodstva. Namreč danes lahko računovodski servis odpre vsak. Zahtevana ni nobena posebna izobrazba, noben poseben certifikat, nobeno strokovno potrdilo, bom rekla, ampak zgolj greš in odpreš podjetje. Ravno to smo se zadnjič pogovarjali, bom rekel, z enimi strokovnjaki o tem, kako težavno je, da praktično lahko vsak odpre računovodski servis. In zdaj uporabniki, podjetniki ne vedo, kdo je tisti, ki bi bil, torej da ni samo računovodski servis kot taki, ampak da jim je tudi lahko svetovalec, dober, pa reče, to je tako, tako in tako. Res je, računovodstvo se mi zdi, da že dolgo ni več samo knjiženje preteklih poslovnih dogodkov, ampak podjetniki vedno bolj pričakujejo od računovodskega servisa svetovanje, pomoč pri načrtovanju bodočih poslovnih dogodkov, torej pri kakem finančnem načrtu, pri izdelavi denarnih tokov za prihodnje, ne zgolj tisto knjiženje tega, kar se je že zgodilo. In tu mislim, da je tista konkurenčna prednost dobrih računovodskih servisov, ki to seveda lahko ponudijo, ne? Je pa res, da vsak tega ne more ponuditi, ne? In zato je ena od idej, da bi se naredilo nek preizkus znanja, ki bi se izvajal recimo obdobno, rečemo letno ali pa mogoče 2-letno, kjer bi vodje računovodskih servisov ali pa tudi zaposleni naredili nek preizkus, ki bi bil obvezen recimo in kjer bi se pokazalo, da se nekdo recimo v tem računovodskem servisu dejansko izobražuje, da dejansko sledi zakonodaji in da dejansko lahko suportira podjetnika, ki potrebuje informacije strani računovodstva. Do zdaj je pravzaprav velikokrat merilo, kot tudi slišim, bom rekel, od zelo dobrih računovodskih servisov, samo cena. Res je. In računovodski servisi, ki se zavedajo, da nimajo vsega strokovnega znanja ali pa vseh teh stvari, ki bi jih lahko ponudili, se tega zelo dobro zavedajo in znižajo svojo ceno. Podjetnik, ki pa išče, pa včasih niti ne ve, kaj bo od računovodskega servisa dobil, mu je pa glavno merilo cena. In to je vzrok, da cena... Ampak dolgoročno je to slabo. Zelo slabo. Kaj bi svetovali? Dolgoročno to pomeni, da dejansko celotna regija ali pa celotna Slovenija računovodske storitve trpijo. Kaj bi svetovali podjetnikom? Ja. Kako izbrati ta pravi? Kako izbrati pravi računovodski servis? No, najprej jaz mislim, da je najbolj pomembno in tudi najboljša reklama vsakega računovodskega servisa gre od ust do ust. Torej, da te nekdo priporoča in reče, ti so pa res dobri, ti so mi pa v tem primeru svetovali, ti so mi pa to pomagali, recimo, ne. Potem, kar se meni tudi zdi zelo pomembno za računovodski servis je, da ima računovodski servis zavarovano svojo odgovornost. Torej, zavarovanje odgovornosti računovodskega servisa. To ima zelo malo računovodskih servisov, moram reči. To se pravi, to, kar naredite, tudi odgovarjate. Res je, in za tem stojimo. In za tem stojite. Ker v bistvu vsak podjetnik bi se moral tudi tega zavedati, da karkoli računovodski servis naredi, torej tudi končna bilanca ali pa kakršnakoli statistika, kakršenkoli finančni načrt, res je, da piše, da ga je pripravil nekdo iz računovodskega servisa, ampak odgovarja pa odgovorna oseba v podjetju. Vedno. In če se tukaj kaj zaplete, je ta polica zavarovanja odgovornosti tista, ki recimo krije škodo tudi v tem primeru, če bi se res kaj zalomilo, ne. Če pa tega ni, se pa po domače rečeno obrišeš pod nosom, ne. Kje vidite v prihodnosti računovodske servise? Kaj si bi želeli, kje jih vidite? Kako bodo v prihodnosti? Ja, kar sem že rekla, ne, želim si to, da bi bil vseeno nek preizkus znanja ali pa nek test, ki bi nas ločil na dobre in manj dobre, da ne rečem slabe, ker potem bi se oblikoval
mogoče res nek skupek računovodskih servisov, ki bi bili dobri, ki bi držali neko normalno ceno na trgu, ki je danes res zelo, zelo podcenjena. Če pogledamo recimo računovodsko tarifo, ki jo objavlja Zbornica računovodskih servisov, smo, ne da imamo polovične cene od tega, kar so priporočane cene, ampak še bistveno manj. In če to je komu marsi preveč. In še to je marsikomu preveč. In pa, da bi računovodski servisi res ne bili kot tisto nujno zlo, ki ga nekdo mora imeti, zato ker je pač treba neke dogodke poknjižiti in na koncu leta oddati bilanco, kakršnokoli pač že, ne. Eni imajo tudi občutek, da se dobiček pač naredi konec leta. Ampak da bi bil računovodski servis dejansko nekdo, ki ti je velik suport pri tvojem poslovanju, ki ti pomaga pri pomembnih odločitvah v podjetju, ne pa zgolj, zdaj smo mi že to naredili, vi boste pa to poknjižili. Ne. Hvala lepa za pogovor. Prosim. Naslednja zgodba je zanimiva, saj je Boštjanu Zorcu postala kitara način življenja, hobi in uživanje v glasbi ter vir preživljanja. Plačano državno službo je pred mnogimi leti zamenjal za kitaro. Ima kitarski servis, uči kitaro, igra v bendih in še kaj. Zakaj ravno kitara? Ja, v prvi vrsti je to zaradi ljubezni do glasbe, potem pa do izvajanja te glasbe, pač seveda s kitaro, ker je to moj inštrument. Je že od malih nog ste s kitaro povezani? Ja, v bistvu je prav kitara tako me je očarala in tudi vse je bilo potem zaradi nje in okrog nje. Tako da ja. In zdaj pravzaprav ste vi naredili, bom rekel, eno tako paleto, ne, stvari, torej od oglaševanja, popravila kitar do konec koncev igranja v številnih bendih, katerih recimo, kje ste vse? Ja, to so od najmanjše zasedbe duo, recimo spremljamo Boštjana Bračiča, duo band S, bivši Tresperados, tudi kot trio varianta, akustik trio, potem band The Dreams, ker igramo Southern Rock, taki jam band, in pa največji 15-članski Phil Collins tribute show band. To bi bilo, če sem se. Je katera zadeva, ki vam je bolj ljuba, ali v bistvu je vseeno, samo da je kitara? Ja, v osnovi je vse, z vsemi igram glasbo, ki mi je všeč in to je meni pomembno, ne. Trenutno pa nekako največji izziv mi je igranje v zasedbi The Dreams, ker je dosti improvizacije in zelo kvalitetna zasedba smo, če smem tako reči. Tako da to je v bistvu največji izziv, drugače pa tudi, ne, Phil Collins tribute show band, ko smo začeli, je bil tudi posebni izziv, ker je igrati z in zelo dobro obiskan, ne? Ja, to je bilo vedno dobro obiskano, ja. Škoda res, da preredki koncerti, ampak ja, je izziv bil igrati s tolikim številom glasbenikov hkrati na odru in pa z samimi šolanimi, res pravimi mojstri, tako da ja. Tudi sicer pa učite kitaro, ne? Ja, poučujem tudi, ampak to predvsem ta začetni nivo otroke, ko se pač imajo prvi stik s kitaro in da začnejo nekako, nudim ravno nekaj nasprotnega, kot je glasbena šola, ne, ker vsi se ne odločijo za ta strog režim klasične glasbene šole, vsem to ne ustreza, tu potem jaz lahko kakemu pomagam oziroma učim na tem nivoju, ne, nikakor ne. Kaj pa pri sami popravljalnici kitar, ste na, bom rekel, klasičnih kitarah, tudi električni ali kako vse? Ja, kitar je v bistvu vse, v bistvu gre to še čez, malo da ne vse strunske inštrumente, tudi mandoline, benđote, tudi kakva violina se je že našla pot do sem, tako da strunske inštrumente, ja. Ampak predvsem so to najpopularnejša električna in akustična kitara. Zbiralci kitar vas zelo hvalijo, to moram povedati, sem se pred tem pozanimal in ste zelo, bom rekel, na dobrih glasovih, sploh kar zadeva poznavanja, oglaševanja, popravljanja kitar. Ja, to je lepo slišati. Kaj druga tu ne morem komentirati. Ja. Vprašanje, ne, se da s kitaro preživeti? Vi ste nekoč imeli SP, zdaj ste bolj samostojni kulturni delavec, tako rekoč podobna zadeva, ne? Ampak na kak način preživeti s kitaro, ker samo to počinjate? Ja, jaz zdaj v bistvu že 8 leto, septembra bo 8 let, živim od tega. Definitivno jaz samo z eno panogo ne bi mogel preživeti, ampak ko sem združil to vse skupaj, poučevanje, servis, izvajanje glasbe, nekako gre, ne? Ni to
bogatije, ampak je druga vrsta bogatije, tako bom rekel. Je to tisto, ne, da lahko delate to, kar želite delati? To je pravzaprav danes zelo redko, ne, da se lahko ljudi pohvalijo. Ja, to je točno to. Ja, to mi je jasno, da imam, kaj se tega tiče, izjemno srečo, da mi je to uspelo. Kje se vidite v prihodnosti, čez 5-10 let? Jaz mislim, da kar še tukaj. Nimam nekih, ambicije imam sigurno na glasbenem področju, pač se razvijati, napredovati, izvajati. Ampak glede na to, da je to, kar sem si želel, pač uživam v tem, kar počnem in mislim to početi še do bridkega konca. Vse zvezi z kitaro in z glasbo. Tako. Kako vaši domači gledajo preživljanje s kitaro? Ja, glede na to, da jim to nosi kruh na mizo, nima neke možnosti ugovarjati. Je pa res, ja, da so to kakšni vikendi, pa kakšne pač... Ko je treba igrati. Ko je treba iti kamko, ne, ampak načeloma je še vseeno sam gospodar svojega časa, tako da tudi to nekaj šteje, ne, tudi pri družini. Jaz vam želim veliko uspeha še vnaprej, seveda, s kitaro. Najlepša hvala. Hiša sladic Štekar deluje uspešno že 10 let in se ukvarjajo s peko peciva ter slaščic. V podjetju imajo 10 sodelavcev, zanimiv pa je začetek poslovne poti lastnika Nika Štekarja. Ja, kot pač iz zgodovine, ideja je bila, da se pečejo torte, peciva, sladoledi, keksi, potice, vsi ti pekovski izdelki sladki. Pač nekako za začetek smo začeli z gradbeništvom, proizvodnjo, najprej smo naredili stanovanja, postavili smo 3 bloke in potem pač seveda štartali z kavarno. Prodali, seveda dobili investicijo, da ste lahko začeli, bomo rekel, s slaščičarskim poslom. Tako je, ja, za štart. Pa zakaj, odkot sploh želja, ideja, da ravno z slaščicami? Že iz otroških let? Ja, to je nekako od malega ven prihaja, me je to zanimalo, da bi to delali, da bi se s tem ukvarjali. In pol pač skozi leta se je to uresničilo. Je to bilo mogoče tudi tisto, da ko ste šli kdaj na kakšno slaščico, pa ste ugotovili, da ni tako dobra, da jo boste more biti nekoč vi bolje naredili? Mogoče celo res, ja. Ampak zanimivo je to, ne? Eno je želja, seveda, bom rekel, po podjetništvu, po nekih želji, da se z nečim ukvarjate, drugo pa, ko postanete podjetniki, imate 10 sodelavcev danes, ne? Konec koncev jih je treba voditi, je treba upravljati z ljudmi, ne? To je tisti del, ki ga tako pravzaprav greste za tem delom. No, ta del zgodbe sem se imel priliko naučiti poleg mojega očeta, ki se ukvarja z privatništvom večino svojega življenja. Tako da sem jaz štartal kot mlad podjetnik, v bistvu sem imel neke osnove, kar se tega tiče, ta znanja in zdaj pač jih seveda peljem naprej. Se vedno znova in znova naučite kaj pri delu z ljudmi? Vsak dan je nekaj novega. Je danes težje kot pred 10 leti dela z ljudmi ali kako? Z ljudmi je podobno, edino danes je problem, ker se manj kvalitetnega kadra dobi se kvalitetni najde. Zanimivo, da to veliko podjetnikov mi to reče, tudi vi to opažate, torej, da je težko dobiti kvalitetni kader, šolan ali kako? Ne, v bistvu vse kader se dobi, ampak problem v tem, zato ker ljudje enostavno vedno manj jih je, ki želijo delati v teh poklicih. No. Obstajajo, ampak vedno manj, ja. In ko ste začeli s slaščičarno, ne, s čim ste najprej začeli? Kaj ste od začetka pekli, pol ste verjetno sproti dodajali, kaj vidim, da tudi keksi, pa še kaj sladoled zdaj ponujate in tako dalje. Mi smo na stari lokaciji, mi smo že začeli v prejšnjih prostorih, tam smo pekli samo suha peciva, kekse, suhi program, za pridobitvijo novih prostorov, lokala, smo potem program naš razširili z sladoledom, z tortami, z mini kremnim pecivom, in pa vsemi ostalimi sladkimi stvarmi po želji kupca stranke. Je to po modi, zato ker je nekaj moderno, ali zato ker je bilo povpraševanje? Ne, ker je bilo povpraševanje, tu v tej vasi naših Hočah je tudi manjkala taka zadeva in ni bilo, tako da se mi je zdelo kar fejst prav, da se to naredi en tak, bom rekel, kulturen, lep lokal v centru vasi. No, danes še nekako, bom rekel, ste še vedno na dveh stolčkih podjetniških, bom rekel,
v slaščičarstvo in pa v samem gradbeništvu. Kateri del, kje se pravzaprav vidite v prihodnosti, kaj boste v prihodnosti počeli? Gledajte, gradbeništvo danes je v bistvu samo še za lastne potrebe podjetja. Ne gradimo več zadev za prodajo, ampak zgolj za oddajo kot apartmaje. Tako da gradbeništvo bo pač teklo v okvirih podjetja, drugače ne. Za trg ne bomo verjetno v bližnji prihodnosti delali več nič. Da. Kaj pa v slaščičarstvu, kje se vidite čez 5-10 let? Ja, moramo še kakšen lokal zraven narediti, ne, za 10 let dobo, da še malo razširimo naše dobrote proti Ljubljani, mogoče celo kakšna tujina, tudi o tem smo že razmišljali. Tudi recimo kekse v trgovino ali karkoli? V trgovino mi zalagamo, okrog 100 trgovin danes z našimi produkti, ampak to so suhe stvari, ne piškoti. Miza, tort pa tega še pa ne, tako na široko. Ste si kdaj mislili, da se boste tako na široko ukvarjali s podjetništvom? Ne, nikoli. Je bila dobra odločitev? Jaz mislim, da ja. Jaz vam še naprej želim uspešno poslovno pot. Hvala lepa. V Mariboru se bodo letos jeseni srečali ekonomski svetovalci, ki delujejo na slovenskih veleposlaništvih v tujini. Ob tem bo Štajerska gospodarska zbornica izdala tudi katalog zainteresiranih podjetij v Podravju. Posebnost tega je prvič to, da je minilo že, mislim, 3 leta, odkar so se nazadnje vsi ekonomski svetovalci dobili v Sloveniji na enem mestu. In druga posebnost je ta, da bo to potekalo pri nas v Štajerski regiji. Gre za nekaj, za organizacijo Ministrstva za zunanje zadeve, ki skupaj z nami, seveda oni bodo pripeljali ekonomski svetovalci iz tujine v Slovenijo, mi bomo pa potem naredili skupaj z njimi razpored razgovorov, sestankov podjetij z temi svetovalci. Bodo samo iz tujine ali tudi slovenski ekonomski svetovalci? Ne, konkretno ta dogodek je namenjen vsem ekonomskim svetovalcem, seveda Slovencem, ki delujejo v okviru veleposlaništva v tujini. Kaj pravzaprav ekonomski svetovalec dela, če zelo laično govoriva in gledalcem pojasneva? Ekonomski svetovalec pravzaprav največkrat pomaga zlasti v bolj oddaljenih trgih premagovati ovire, ki so, bom rekel, mogoče težje premostljive, ki imajo mogoče zakonsko podlago, zakonski značaj ali pa določen trg zahteva specifike, katerim se morajo podjetja prilagoditi. Preden vstopajo na te trge, ali pa so že prisotni na tistem trgu, pa mogoče se srečajo s katerimi težavami in jim ti ekonomski svetovalci pomagajo te težave reševati. Gre tudi za, bom rekel, tudi za navade, da ne moreš pravzaprav potrkati nekje na Daljnem vzhodu v neko podjetje, evo, zdaj sem jaz tu, to pa to ponujam, vi pa meni to pa to. Je treba malo drugače? Zagotovo. Marsikje je tak, da je preko gospodarske diplomacije, ekonomski svetovalci so seveda del gospodarske diplomacije, veliko lažje odpirati vrata, kot pa trkati na vrata sam. V Evropi je lažje poslovati kot, bom rekel, Azija, mogoče Južna Amerika, Afrika. So kakšne posebnosti večje? Ni nujno. Pravzaprav gre za to, da so nam evropski trgi bližji, tako pod geografske oddaljenosti, kot tudi po kulturni oddaljenosti, ali pa bližini, no, da tako rečem. Praviloma je tako, da za vzhodne ali pa vzhodnejše trge velja, da traja bistveno dalj časa za vzpostavitev tega nivoja zaupanja, medtem ko pa enkrat vzpostavljeno, so pa tam vzpostavljene izjemno močne vezi. Morda je to tista največja posebnost. Kaj bo pravzaprav tokratno srečanje ekonomskih svetovalcev konkretno prineslo? Katera bo rdeča nit tega srečanja? Zdaj, v okviru samega srečanja pravzaprav ni neke rdeče niti, zaradi tega, ker je to dogodek ministrstva, da omogoči slovenskim podjetjem pogovor z svetovalci, ekonomskimi svetovalci v okviru veleposlaništva v tujini. Z vidika Štajerske gospodarske zbornice bo pa rdeča nit to, da bomo
ob tej priložnosti, tole priložnost izkoristili in izdali katalog podjetij, vseh podjetij, ki so zainteresirana v podravski oziroma štajerski regiji, da se v tem katalogu predstavijo, identificirajo, povejo, s čim se ukvarjajo, kaj so njihovi atributi. Bo ta katalog tudi potem v tujini na voljo? Tako, ravno to je namen, ravno zato izkoriščamo tole priložnost, ker bomo vse ekonomske svetovalce, seveda tudi Spirit, vse veleposlaništva in tako naprej, vse naše partnerske zbornice v tujini opremili s temi katalogi, zato da začnemo navzven enotno prezentirati štajersko gospodarstvo pod nekim enotnim brandom v okviru enega kataloga in ne razpršeno. Hvala lepa za pogovor. Malenkost. Nasvidenje do prihodnjič. Bodite podjetni, kreativni in inovativni.